SketchUp Make z verzijo 18 ni več. Zdaj so dali spletno. Ja, SketchUp free, ampak cel problem imamo študenti, no, tako. Pa nobeni plugini več ne delajo na Makeu, pa pol funkcij so zdaj v Pro predstavili. Tisti prerezi tak nikoli niso delali v Makeu, tako. Pozdravljeni v 47. oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljeno, Robi. Zdravo, Matevž. Po vseh pripetljajih z novo verzijo Skypa me veseli, da lahko na Skypu končno pozdravljam tudi Metoda Gabra iz podjetja Kolektor. Pozdravljam, Metod. Ja, živijo. V bistvu smo se že malo pohecali prej, ampak tako da približno vem, da si ravno z koncerta enega, ampak ne bomo danes o glasbi govorili. Bi pa te vsem prosil, da v parih stavkih poveš malo sebi, tako da poslušalci nekako te spoznajo in vejo, zakaj si tukaj. Ja, še enkrat en lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Ne vem, kaj povedati. Po poklicu diplomirani inženir gradbeništva, diplomiral sem na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Svojo karierno pot sem začel v komunalnem podjetju Radovljica kot projektant in strokovni sodelavec za informatiko. Potem sem šel v gradbeno operativo v podjetje Gradbinec GIP v Kranju, ker sem bil kratek čas na gradbišču. Potem sem pa začel delati v tehnični pripravi dela, kjer smo skrbeli za gradbišča, urejali dokumentacijo, risali opažne načrte in tako naprej. In tam sem se tudi v bistvu prvič srečal s programom Vico Control in pa s SketchUpom, kjer smo si že takrat majčkeno pomagali z modeli, sploh pri kakšnih zapletenejših gradnjah, kjer ni bilo prostora, da smo majčkeno zasimulirali, kako bi se postavili, kako bi sploh kakšno stvar zgradili. No, potem po žalostnem koncu večjih gradbenih podjetij, med njimi tudi Gradbinca in Primorja, sem se zaposlil na Zavodu za gradbeništvo v požarnem laboratoriju, kjer sem bil član skupine, kjer smo testirali konstrukcijske elemente. Je bilo zelo zanimiv. No, ampak ker je bil tam v bistvu delo za določen čas, sem se potem zaposlil na občini v Gorjah, kjer sem bil svetovalec župana za komunalno infrastrukturo in investicije in kataster in tako naprej. No, potem sem pa dobil klic iz Kolektor Callinga, če bi prišel k njim, se obadati malo z BIM-om, kar se tiče ljubljanske urgence, in seveda me je to tako zanimalo in sem se takoj odločil, da grem tja preizkusiti se še v te vode. Jaz bi najprej pokomentiral tole pot, ker sem ravno kar videl, da so v bistvu ravno eno generacijo, en za drugim, pa se mi zdi, da je to kar ena taka žalostna pot vseh gradbenikov iz naše generacije, no, da se mora zamenjati toliko enih podjetij. Pa bi sam to, no, da ne pozabim vprašati, me zanima, no, kako se tebi zdi, a se je zdaj s to krizo pa propadom vseh teh podjetij oziroma žalostnim koncem večine velikih podjetij, a se je kaj izgubil znanja pa tega, ali bomo prišli nazaj? Jaz mislim, da se je izgubil ogromno enih podatkov, ogromno enega znanja, kar se tudi zdaj na gradbiščih na terenu vidi v slabši kakovosti delovne sile. Gradbinec GIP Kranj je že prej šel enkrat v stečaj, potem ga je kupil Primorje. Je imel svojo delovodsko šolo, usposobljene delovodje, usposobljene delavce in to je bilo čisto nekaj drugega, kot je pa zdaj recimo. Tako da smo veliko izgubili.
Ja, sej, eno je to pač delovna sila. Mislim, jaz kot slišim od kolegov, pa to recimo se sploh ne dobi več kvalitetnih tesarjev. Vse tisto, kar se prej izobrazi, je šlo bolj na sever. Ampak kaj pa, omenil si, da si že začel delati nekje v IT-u, v gradbeništvu, pa to, kaj pa v tej smeri, a je to res toliko veliko izgubljenega, ali se zdaj kaj pobira, ali zagotovo imaš boljši vpogled v to, kot recimo jaz. No, kar se tiče recimo gradbinca in pa Primorja, mi smo imeli v bistvu Primorje imel svoj softver in pa podatke za pač vse kalkulacije, normative in tako naprej. In tega ni več, ne? To se je vse zgubili. Pa to so bili kvalitetni normativi. Isto je bilo pri SCT-ju, pri vseh teh velikih firmah in tega zdaj ni več. Bi se pa zelo fajn dalo uporabiti, ker so bile izkustvene norme. Ja, sej, nekaj za dodati. Mislim, da smo tudi v zadnjem podcastu je Andrej povedal podobno zgodbo. Tako da, jaz ne vem, mi smo sicer zdaj pred kratkim nekaj stopili spet v bistvu tako, smo iz enih arhivov povlekali en zelo star program, morda si slišal za Angen Monkat. Skratka, ta zadeva je še tako v Visual Basicu 6 napisana. Če kdo to pozna, se najbrž niti ne spomnim, da ta verzija Visual Basic 6 je prišla leta 98 ven. To nič več ne dela. Na nobenem sodobnem operacijskem sistemu Windows to ne dela, skratka pač ta razvojno okolje. Ne? Tako da že sam po tej plati jaz verjamem, da konec koncev nekje bi se še kaj najbrž našel, ne? Tudi tistega starega, te stare programske opreme iz SCT, Primorja, ker pa najbrž to toliko časa zdaj ni bilo obnavljano in že skoraj najbrž prepozno, da bi se iz tega nazaj kaj dobili. Ne? Ok, ampak Robi, začeli smo čistko grozen, ne bimovsko, ne nič energije, to je skoraj smo zdaj se potonka rekli, tole ne bo šlo in kabor. Ne? Še dobro, da imamo BIM tukaj. Ne? BIM pa vladamo, pa BIM je zakona. Ne? To nisem jaz rekel. No, do tega, kaj BIM je, kaj ni, pa še pridemo. Ne? Mene zanima, kaj bo Metod povedal v tej smeri. A kaj BIM je? Ne, ampak v bistvu se jaz verjamem. No? V bistvu, ampak kako je zdaj s tem? A zdaj to pomeni, da kolektor, kot recimo temu, mislim, da je že kar največja gradbena firma v Sloveniji, dela na svojih normativih, na svojih popisih, razvija svoj softver, ali je upanje nekje, da bo to slovensko gradbeništvo stopilo skupaj in glede tega, kaj naredili, ker smo večkrat slišali, da BIM pa dejansko kar manjka ta povezava na neke normative, na neke popise, dele in tako naprej. Ja, v kolektorju moram popraviti kolektor Calling. No, kolektor Calling, ja. Koncern, mi smo pa skupina, mislim, del skupine kolektor Calling. Ne, mi ne razvijamo nobene svoje opreme, tudi svojih normativov ne. Kolektor Calling zelo hitro raste, tako da nas je skozi več in je zelo težko kakšne take hitre zadeve, hitre novitete upeljati. Ampak mi se več ali manj zdaj obračamo oziroma uporabljamo programsko opremo, ki se jo klasično nabav, to se pravi uporabljamo VicoOffice, SketchUp, Allplan, ForBuild, tudi nekaj licenc in se pač bomo to uporabljali, kar je. Svojega mislim, da ne bomo razvijali. Jaz sem se malo pripravljal danes na ta naš pogovor, pa sem seveda prišel iz skupine kolektor pa na vse teh čerinske firme. No. Mislim, da calling pomeni kolektor engineering,
če se ne motim. No. Mislim, da iz tega. Ja, no in pol je še en, v tej isti skupini je bivši cestno podjetje Nova Gorica in tako naprej. No. Videl sem, da imate tudi arhitekturno projektiranje, strojne inštalacije, to se imate, ne? In se mi zdi, da je to zdaj v bistvu edina slovenska firma, gradbena firma, ki bi lahko rekli, da je taka design build firma, da znate pač speljati en projekt čisto od začetka do konca. Ne? Pa se mi zdi, a to tudi sami sebe tako dojemate ali mogoče še ne? Začenjamo, jaz mislim, da. Ker zdaj se ravno v tem momentu se pripravljamo na en projekt, ki ga želimo izpeljati od začetka do konca, čist po BIM procedurah. Zato smo tudi danes začeli s tečajem Molplana. Se ga učimo pridno in recimo zametek BIM izvedenega načrta imamo že tudi napisan in takoj po novem letu mislim, da bo kar štart projektive in bomo sprobali v bistvu zadevo, kako dejansko to gre. Ampak zdaj, če se že začeli z BIM izvedbenim načrtom, potem v bistvu, če prav razumem, zdaj določate orodja, s katerimi boste napadli ta projekt, pa v bistvu določate zdaj smer šele, kako boste šli. A je to potem zdaj vaš prvi tak velik projekt, oziroma prvi projekt sploh, ker boste BIM pristop preizkusili, ali ste mogoče že prej kaj poskušali? Zdaj, da bo v celoti ta BIM pristop, smo zdaj v projektu prenove železnice Rimske Toplice Celje. Tam je investitor pa zahteval, da se en del izvennivojsko križanje Marija Gradec, da se izdela v celoti po BIM-u. Sicer so bili tam PGD-ji že narejeni, ampak se vzporedno dela še model in pa vse ta dokumentacija pač spremljajoča za BIM. Tam smo zdaj v fazi, projekti naj bi zdaj v kratkem prišli, 3D, BIM izvedbeni načrt je napisan, tam sodelujemo s podjetjem Lineal in gremo počasi naprej. Drugače, kar se tiče pa izvedbe, smo pa imeli ljubljansko urgenco, kjer je bila tudi zahteva po 5D BIM spremljavi. Tam smo se pa v bistvu konkretno prvič srečali pri izvedbi, z BIM-om. No, to je bilo tudi pač recimo en izmed povodov, zakaj smo te z Robem povabila v to oddajo. Skratka, mi smo se srečala na tele prireditvi, ki je Forbuild organiziral, oziroma Hermes. No, in tam si predstavil v bistvu ravno te stvari, ki so mogoče malo povezane z urgenco. Lahko spet zelo na kratko povzameš tisto, ker mislim, da je meni je bilo predstavitev zelo všeč, povedal si, tako kot sva se že tam pogovarjala na dogodku, mislim, da si povedal stvari, ki se jih morajo zavedati vsi tisti, ki bi želeli BIM uporabljati ne samo v design fazi, kjer je pač recimo dost normalna zadeva, ampak tudi kasneje v sami izvedbi. Tako da recimo v parih stavkih tisti res bistveni poudarki tega. No, BIM oziroma ljubljanska urgenca, ko smo jo gradili, je bila zahteva, da se sam projekt spremlja v 5D BIM-u in to je bila tudi edina postavka oziroma edin opis v razpisu. Dobili smo 2D načrte v PDF-ju, v DVG-ju in to je to, pa popis v Excelu. Iz tega smo potlej naredili en model konstrukcije. Popis je bilo treba v celoti predelati in Excel v ustrezno obliko, da se je dal to uvoziti v program za 5D. In tukaj so bile že kar ene velike težave, ker vsak popisovalec popis dela po svoje, eni pišejo lepo vsako postavko v svojo vrstico, eni podpisujejo opis postavke, pod njo pa napisajo še količine ali pa enote mere in tako naprej, in da urediš tak popis je mukotrpno delo. Urgenca popis je bil Excel 33,000 vrstic za 7,500 postavk. Tako da tukaj sem porabil kar en teden, da sem jih ustrezno priredil, da so bile
primerne za uvoz v program. Problem pri urgenci je bil pač, da smo model mogli narisati sami, nekih navodil ali pa nekih pravil ni bilo, zato se potlej tudi ni vedel, kdo bo model potrdil, a tisto, kar smo narisali mi, da je v redu ali ni v redu in tako naprej, je bilo malo teh težav. Ampak v bistvu več, kar si že menil, 5D, daj ti samo povej, kaj to sploh pomeni, za tiste, ki morda navaja, pa poslušaj tole oddajo. Ima več dimenzij, to se pravi, 4. dimenzija je v bistvu terminski plan, kjer je model povezan model s terminskim planom, kjer je končen enstranski produkt, tudi recimo film, ki pokaže, kako se bo objekt zgradil. 5. dimenzija so pa še zraven povezani stroški, da se še časovno vidi, kako bo šla poraba denarja za sam projekt. Jaz bi tu sam nekaj vskočil. Zelo veliko na takih prireditev govori o ND modelih. In jaz se vedno sprašujem, kaj so pa tista 6., 7., 8. pa 84. dimenzija. Imaš mogoče kakšno idejo, ker jaz tudi približno ne vem, kaj študentom rečem. Ja, ne vem, jaz si predstavljam 6. dimenzijo, pa tako kot zdaj posod zgleda v literaturi. So to model, aktualiziran model, ki ima noter v bistvu vse podatke opisane z dejansko opremo, ki smo jo v sam objekt ugradili in je potlej to primerno za uporabo naprej za facility management. Jaz si to zadevo tako predstavljam. Ja, to je res ena od razlag, ne. Ampak dobro, tudi če je to 6., 7., jaz več ne najdem. No. Lahko bi pol v vremenu, pa tako naprej, ampak mislim, da to ni to. Ja, v čem ste pa potem gradili model urgence? Jaz namreč nisem bil na tej predstavitvi, pa ne vem. Model je bil narisan v SketchUpu. Program za obdelavo, to se pravi 4x5 dBm, pa uporabljamo Trimble Vico Office. In verjetno, ker sta oba od istega podjetja, je ta povezava vzpostavljena direktno in dela dobro. SketchUp in Vico Office se povežeta brez kakršnekoli pretvorbe, drugače pa Vico Office zelo dobro uvaža IFC format. Ja, v bistvu mislim, o teh formatih mislim, da danes ne bi, no, ampak jaz bi vsem še enkrat rad poudaril, da vi ste v principu sami zase naredili ta BIM model po tistem, ko je bilo že vse skupaj načrtovanje končano. Vi ste bili kot izvajalec izbrani in vam je bil postavljen v bistvu ena izmed zahtev, da imate ta model, zato da lahko spremljate v bistvu, oziroma da BIM pristop uporabite v fazi izvedbe. Koliko se je pa v bistvu, koliko časa ste porabili sploh, da ste tak BIM model v kakršnikoli obliki že naredili? Jaz predstavljam se, da tudi vseh detajlov vse niste zmodelirali. Pa ali zdaj, ko gledaš nazaj, v bistvu, a je oceniš lahko v bistvu, bo to dovolj, kar ste naredili, ali ste v bistvu na ta račun odkrili neke napake v samih načrtih, pa ali so bili te v bistvu načrti pravilni, pa ste vi napačen model naredili? Ja, zdaj modeliranje v SketchUpu je šlo kar dosti hitro, tako da tam je bilo kakšne 3-4 tedne, je bil model urgence zrisan. Sam sekundo, da prekinem, oprosti, kad te uskačamo besedo, ampak tle bi res še enkrat modal, koliko si rekel, 4-5 tednov ali nekaj tazga? 3-4 tedne. No, 3-4 tedne, ampak to predvsem bi rad podaril za študente, ki si včasih predstavljajo, da se stvari kar zgodijo same od sebe čez noč. Najbrž je veliko dela, veliko ur dela bilo v bistvu vloženega v sam model. Mislim, na vseh teh predstavitvah programske opreme in povsod je to idealno. Model se zriše v 2-3 urah, dejansko je to bistveno več časa, pa potlej še
kje kakšne črte niso spojene, pa so potlej težave pri uvažanju in tako naprej. Tako da ja, 3-4 tedne je trajalo, ampak samo gradbena konstrukcija s fasadnimi elementi in tako naprej. Kar se tiče strojnih inštalacij, smo jih nekaj malega zmodelirali. Je pa model takoj pokazal določene odstopanja od 2D načrta. Pa v prvi fazi, pri fasadi se je to videl, niti ne veš, a si ti narobe narisal ali kaj je, in smo pustili, pa se je dejansko potlej pri izvedbi izkazal, da je model prav pokazal, da se je res zgodila tista napaka, ki smo jo na srečo hitro popravili. Imeli smo še eno težavo pri gradnji urgence, je en vročevod, ki gre skozi urgenco, je bilo treba prestavljati, in tam smo tudi na podlagi modela pa dosti zgodaj ugotovili, da je težava zaradi temeljev in pa bližine vročevoda, da bo treba nekaj spremeniti, in tam smo dobili potlej od projektanta pravočasno novo statiko temeljev, nove temelje, in smo lahko tam nemoteno gradili naprej. Ja. Mene zdaj nekaj zanima. Omenil si, da elektroinštalacije niste do konca zmodelirali, pa verjetno strojnih tudi ne. Zdaj vsakič, ko govori o BIM-u, zdaj zadnje čase slišim iz več strani, da je največ težav ravno s projektanti elektroinštalacij pa strojnih, da pač tam se v BIM-u nekako še ne dela vedno, tako saj pravijo. A je to mogoče razlog ali je pač zmanjkalo časa? Ne, mi smo v bistvu risali sami, ti projektanti strojnih pa elektroinštalacij, ki so že zrisali projekte za samo urgenco, še niso risali v 3D-ju. In je to zelo težko potlej prerisati. Tudi orodij v SketchUpu za risanje strojnih in elektroinštalacij ni ne vem kaj. Če bi še to risali, bi bilo pa časovno, po mojem, kar nekaj mesecev, da bi to prišli čez. Zato se potlej tega nismo več naprej lotili. Skratka, omenil si že, da ste enih par napak odkrili. A lahko to, recimo, tako oceniš približno, reda velikosti, koliko je bilo, recimo, s tem prihranjenega in časa in potencialno enih sredstev, ker so se te stvari odkrile v fazi, kjer so se pač, najbrž bi bilo še bolj, če bi se še prej, ampak kakorkoli že, verjamem, da so izkušnje pokazale, da pač to, da imaš model, vsekakor se da nekako ovrednotiti tudi s sredstvi. Lahko je ena taka zelo ocena, tako čez palc, v bistvu, da ne bo kdo mislil, da imate najbrž to naračunano do zadnjega centa natančno. Težko rečem zdaj, se pravi, mi smo to, kar smo imeli narisanega, nam je pokazalo tisto fasado. Tista fasada nam je vzela potlej recimo en teden, da so naredili nove kose, ampak mi smo lahko delali ostal del fasade naprej. Tako da tlele zdaj zaenkrat nekih bom rekel, neke ocene, koliko bi to znesel, jo nimam, ker so zadeve vseeno tekle gladko naprej. Čeprav bi pa vseh pri izvedbi, pa če gledamo tudi v BIM pristopu izvedbe, se mi zdi bolj pomemben obvladovanje podatkov, ki se producirajo na gradbišču, kot pa recimo, se mi zdi, da malo preveč poveličujemo ta 3D model. 3D model stavbe v fazi izvedbe, če bi šlo vse po pravilih, bi mi pač ta model mogli že dobiti, mogel bi biti čim bolj clash free, to se pravi čim manj kolizij, in mi potlej, ko objekt gradimo, delamo naprej na tem modelu, produciramo zadaj ogromno količino podatkov, ki jih je treba obvladovati, od merjenja, odstopanj in tako naprej, da se lahko model eventualno popravlja. In tukaj jaz vidim, da je bolj pomembna zadeva v fazi izvedbe, kot pa sam model,
ki bi ga mi že v bistvu mogli dobiti. Si sam že nekako nakazal v tej smeri, na gradbišču nima oni s tem 3D modelom kaj početi, tam v bistvu, da to še nima mesta. Ali se tukaj spet jaz motim? Jaz na gradbišču model je seveda zelo dober zaradi vizualne predstave, ker si vsi, ki so tam, od delovodja, vodij gradbišč, vseh ostalih udeležencev, zelo hitro predstavljajo prostore, predstavljajo, kako bo objekt izgledal. In tukaj je ena prednost tudi izrise, izpise, ki jih lahko naredimo iz 3D modela, ne vem, kje so požarne stene, kje so vidni betoni, recimo, da je delovodja skozi risbo opozorjen na to, da morajo tam še posebej paziti. Ne? Tukaj model mora tudi biti na gradbišču. Samo še enkrat pa ena količina podatkov od tega, da če se kaj zlom, da dobimo ta prave informacije od projektanta. Potem potrditve materialov. Tega se nabere na enem takem gradbišču, recimo kot je urgenca. Na urgenci je bilo samo potrditve materialov 20 fasciklov. In to smo vodili v bistvu v digitalni obliki in v papirnati obliki. In je bilo kar tako. Lahko, če to ni nekako narejen v enem redu, se zadeve začnejo zelo hitro izgubljati. Ja, to se strinjam. Ja. Kak pa, recimo zdaj, omenil si, da na gradbišču pač, da je 3D model zelo pomemben. Jaz se sicer s tem strinjam, ampak moje izkušnje so pač take, da ko je prišel nadzor, je rekel, mene to ne zanima, zato ker pač podpisali smo projekt pač z načrti. Ampak mene to zanima, kako potem rešujete prave verzije modelov, ker to mi pa vsi omenjajo, da to je pa ogromen problem. Ne? To je tudi en del tega obvladovanja podatkov na gradbišču. Ali so to dvodimenzionalne risbe, ali so to modeli, mora biti to na en način usklajeno, dogovorjeno, kako se bo to označval, pa kater je dejansko tisti zadnji model, ki je merodajen. To so te stvari, ki jim jaz dajem večjo prednost, kot pa samo modelu. Omenil si zdaj za tole novo zgradbo, ki jo delate prvič po, recimo, takem, ta pravi BIM procesu od začetka. Boste predvideli v bistvu to zapisati v neke pravila igre v bistvu že vnaprej, kako se to dela? Ker verjamem, da zdaj na urgenci je bilo to v bistvu bolj manj tako ad hoc, ste se najbrž učili sproti. Ne? Zdaj ste se najbrž naučili, kaj je res tisto pomembno, kje pride to do izraza, pa morda še eno podvprašanje. Omenil si, da ste to dokumentacijo vodili pač in digitalno in v papirni obliki. Imate načrt oziroma nameravate zdaj pri novih projektih to zadevo dejansko peljati, recimo samo digitalno, ali to dvojno še zmeraj ohranjati, pa zakaj, če? No, jaz sem vsekakor za to, da bi to začeli peljati digitalno. Tukaj pride v poštev, tako kot v BIM-u naj bi bilo, da naj bi bil nek skupen podatkoven prostor, common data environment, in na gradbišču, če bi se to vzpostavili takoj, ko se začne gradbišče delati, pa tudi če nimamo BIM modela, že za vso ostalo dokumentacijo in tak common data environment bi ogromno zadev uredili in pa prehranili ogromen časa. Tukaj pa lahko rečem, recimo na primeru urgence sem vmes testiral en program, večkrat preračunal čase in spremljal čas in na koncu prišel do ugotovitve, da če bi vsi inženirji, ki smo delali na urgenci, bilo nas je 8, če bi nam prehranili vsakmu tam pol ure do 1 ure časa na dan, zato ker nam ne bi bilo treba iskati podatkov, ker bi hitreje prišli do željenih informacij,
je to na takem projektu, kot je urgenca, v roku 2 let ranga tam 30,000 evrov, s tem, da je nota že vključena najemnina tega programa. Ja, v bistvu najbrž bi se tak program sam sebe odplačal na enem takem resnem projektu. Ja, zelo hitro. Ja, tako da mislim, to je zmeri hec, ne, kjer je v bistvu se po eni strani reče, so ta orodja zelo draga, ne vem, in najemnina programov, Autodeska ali pa nakupne licence, Alplana, Archicada. Ja, ko za vsako licenco posebej gledaš, je v bistvu najbrž res znesek precejšen, še posebej, ko je treba kupiti, ne vem, 10 takšnih licenc ali kaj podobnega za ena firma. Ampak ko pa to pogledaš v luči enega takšnega resnega projekta, bi pa to dejansko morali se samo sebe odplačati na enem takšnem projektu, kaj šele na 2 ali pa 3. Ja, se strinjam. No, upamo pa, ker gradbeništvo vse ne velja za neko pač industrijo, kjer so velike marže, da imamo še zmeraj dovolj takšnega manevrskega prostora, zato da je pač nek tak razvoj, si ena firma, kot je pač vaša, Kolektor kot skupina ali pa neko hčerinsko podjetje v bistvu lahko privošči, ne privošči zaradi tega, da bi razsipal z denarjem, ampak zato, da pač gre razvoj sam naprej. Jaz bi še eno vprašanje imel, preden gremo naprej. In sicer, glede na to, da imaš zdaj izkušnje z enega res ogromnega projekta, kar je ena urgenca, pa da vidim pač, da sam zagovarjaš ta digitalni pristop. Kakšno je pa tvoje mnenje o uporabi BIM-a in grajenja BIM modelov in tak naprej za manjše projekte, kot je recimo ena družinska hiša ali pa kaj takega? A smo že tam, kjer lahko rečemo, da je to edina prava pot, ali še ne? Kako je tvoje mnenje o tem? No, zdaj, jaz mislim, da pri manjših objektih je uporaba 3D modelov veliko bolj razširjena kot pa pri večjih projektih. Ne vem, nimam enega mnenja za te manjše objekte. Prvič, ker izvajalci na takih objektih so običajno manjša podjetja. In ne vem, če so že pripravljene se začeti s samim BIM-om ukvarjati in vse te postopke nekako prevzeti, da jih bojo speljali. Tukaj sem jaz malo v dvomih. No, se to mogoče napeljuje tudi recimo na vprašanje, ali recimo podizvajalce, ki jih imate na nekem takem tudi večjem objektu, ali so te dovolj izobraženi v smeri BIM-a in v smeri uporabe teh modelov, da lahko pri takšnem procesu sodelujejo, ali jih je bilo treba dejansko naučiti, zato da so se skozi projekt priučili nekih takšnih postopkov. Zdaj na primeru ljubljanske urgence podizvajalci smo poskušali, so se začeli vsaj s tem ukvarjati, da so začeli risati v 3D-ju. Tukaj govorim za te naše podizvajalce za gradbene konstrukcije, za mavčno-kartonske stene. Tam so se kar potrudili in so zadeve resno vzeli in so jih tudi narisali. Tako, za druge projekte zdaj pa eni podizvajalci ali pa bom rekel ponudniki opreme in materialov, ki jih vgrajujemo v objekte, mislim, da so že čisto sposobni, da bi se zelo hitro priučili in zelo hitro začeli z nami sodelovati v tem BIM procesu. Za določene pa bo verjetno še nekaj časa trajalo. V redu. Robi, kaj praviš, smo izčrpali zaenkrat tale osrednji del pogovora. Jaz pa verjamem, da Metod je vsekakor bo redna stranka tega podcasta, ker bi me si sigurno zanimali, kako se bo vsa stvar odvijala naprej. Nismo izčrpali, ampak glede na čas gremo reči naprej. Tako, si bomo še nekaj zdaj drugič prehranili. Kaj imamo zdaj sploh na plan? Priporočila gremo? V redu.
Ja, super. Metod, povej, kaj imaš za poslušalce podcasta pripravljen? No, jaz bi priporočil posebej za izvajalski del poslušalcev. Spletno stran Trimbla. Se mi zdi, da so v zadnjem času postali kar tak globalen igralec na področju digitalizacije izvedbe gradbeništva. In na tej spletni strani se mi zdi, da se že kar konkretno nakazuje smer digitalizacije v gradbeništvu oziroma kam bomo v izvedbi šli v vodenje strojev, v beam to field, to se pravi v prenos modela v realnost, snemanje oblakov, točk in tako naprej. Jaz sem na tej strani, iz teh spletnih strani sem se veliko naučil. Tako da priporočam, da si jo pogledate. Hvala, Robi, povej. Ja, hvala. Mi smo z metodom imeli že prej eno kratko debato na temo Trimbla. Meni se zdi, da je SketchUp vsakič slabši, ampak tudi trdi, da ne. Ampak ok. Jaz imam to srečo, da imam prav verzijo za to. Ja, sva se že dogovorila. Moje priporočilo tokrat je pa pač v eni drugi smeri, no, in to je v smeri umetne inteligence. In sicer kot po naključju sem tole povezavo našel par dni nazaj in sicer govori o enem programu, ki se mu reče AlphaZero, ki se nauči igrati šah. In sicer to je eden od naslednikov programov, ki so se naučili igrati Go in tako naprej. No. Ampak kar je posebno pri tem programu je to, da v bistvu deluje na nek način na podlagi intuicije, če lahko temu rečemo intuicija. No. Kar pomeni, da se je sam naučil šaha, naučil se ga samo pravil, izvaja veliko manj operacij na sekundo kot najboljši računalniki in najboljši programi po vse njih premaguje vse po vrsti. No, in še eno naključje je to, da je danes bila objavljena tudi ena kolumna, ki jo je napisal Žiga Turk, ki je bil tudi najin gost na tem podcastu na Siolu in piše ravno tudi o tem programu in zakaj je v bistvu to res taka prelomna stvar. Kar se pa mene tiče, se me pa tole navdušuje, pa hkrati zelo, zelo straši, kje se bo to končalo. Itak pa pravijo, da je naslednja stopnja za gradbeništvo zdaj umetna inteligenca, zdaj ko se je BIM izčrpal, tako da bomo videli, če bo kaj v tej smeri. Ja, v bistvu moram reči, da sem ravno en podcast poslušal, kjer so točno o tem AlphaZero govorili tudi. In je bilo nekako tako rečeno, da je ta Deep Blue, ki je prej bil v bistvu svetovni prvak v šahu, kjer so ga razvijali in so ga učili ne vem koliko časa. No, ta AlphaZero se je tako v enih 2-3 urah naučil vse skupaj in ga pol premagal. In je bil pol hec, ker se je v bistvu ta AlphaZero naučil še Go igrati v naslednjih 2 urah in je pol tudi svetovnega prvaka v igri Go premagal. Tako da ja, ne vem pa, kako je z umetno inteligenco. Jaz sicer nisem dobil tega občutka, da je pač neka intuicija zadaj, da uporabljam manj operacij kot te veliki računalniki, ki so bili s tem namenom narejeni, ampak nisem se pa v te stvari spuščal. Tako da, Robi, ti verjamem, če si bral članek, da bo že držal, ne? No, lahko ti na hitro povem, da vsi programi do zdaj so uporabljali brute force, pač so izračunali vse možne kombinacije. Ta program se pa na podlagi vgrajenih nevronskih mrež odloča, da bo preračunaval samo tiste kombinacije, ki se mu zdijo najbolj verjetne, pa najbolj, da je slovenska beseda zginila, promising, obetajoče, tako. Ko so najbolj obetavne in samo tiste pozicije preračuna naprej in zato se to hitro uči. In mislim, da je bil podatek, da dela z 80,000 potez na sekundo, nekaj takega, no. Najboljši program je pa 300 milijonov, nekaj nore, ja, neke take številke so, ja. No, in je ta bolj uspešen. Tako da lahko temu rečemo. Žiga je temu rekel intuicija. Jaz
bom to prevzel, ker se mi zdi dober opis, ni pa to ravno intuicija. Ni intuicija, se pa verjamem, da se odloča na podlagi dejansko nekih nevronskih mrež, kjer pač ugotavlja verjetnost uspešnosti za par potez ali pa za, ne vem, veliko potez naprej. Ne? Ampak bilo ravno v tem podcastu bilo govora v bistvu o tem, ja, grozen, ne, tole pa zdaj, ne vem, kjer datum in takrat je tako, kot v tistem Terminatorju je Skynet zaživel oziroma je postal samostojen. No in da to se je zdaj zgodilo, ne, kjer je ta Alfa Zero v bistvu to sposoben. Ne. In pol je bil en izmed priznanih raziskovalcev na področju te umetne inteligence, so ga sprašvali, v bistvu, kaj pa zdaj, ne, te kaj skrbi, kako bo v prihodnosti, a se človeštvo lahko boji tega, ne, preko brez veze, ne, to še zmeraj ga lahko izklopiš. Tako da, to je pač ena tak bolj hecna. No, še en hecno to članek je bilo omenjen, ko so vprašali, mislim, da Karpova, kako bi premagal računalnik preko preprosto s kladivom. Ta je odlična, super. No, to je približno taka, ne? Ga izklopiš ga pa je. Sam, če bomo dosti hitri, ne? Ja. No, Matej, kakaj pa tvoje priporočilo? Ja, da bomo spet audio, knjigo poslušali? Ne, danes pa ne. V bistvu, kdo me pozna, bi lahko v bistvu vedel, da me tako malo fotografiranje zanima. Doskrat jamram robijo v bistvu, da ja, jaz bi pa tudi kakšen video, pa levo pa desno delo. Ne? No in zdaj, to je sicer še zelo daleč od neke take profesionalne resnosti, ampak na YouTubeu je pa en fotograf, Peter McKinnon, sicer Kanačan, ima svoj YouTube kanal. Če vas kakorkoli zanima sodobna fotografija, videografija, kako postaviti YouTube kanal, tole je definitivno človek, ki je recimo, najbolj ste vsi slišali za Casey Neistat, no ta je boljši kot on, ne? Sam nima toliko sledilcev tam gor na YouTubeu. Saj video posnetki, ki jih on, jaz sam gledam, ne? Ni boljši, ampak ima boljšo kinematografijo. No, tako, ne. V bistvu je skratka drug namen, druga zvrst, ampak kot rečeno, ta se res za video, fotografija in podobne stvari. Nekaj si najstate bolj drug model. Ne? Storyteller. Ja, tako. No, čisto čajno tudi jaz tega poznam in se strinjam, je za priporočati, je za pogledati. Zelo, 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 zelo dobri posnetki. Ok. Pomemben del podcasta, hitra vprašanja, metod, programska oprema, kjer uporabljaš. SketchUp. Joj, kako smo to lahko skoraj uganali, ampak sem videl, da si jih cel kup napisal, ampak velja sam eden, pa bom tle označil SketchUp. Ne? Ja. Se strinjaš? No, naslednjič, ko bo prišel metod v goste, bo verjetno to all plan, ker so začeli ravno s tečajem. Ja. Zdaj je samo vprašanje, če bo zdaj dobil kakšen popust, ne, na tem, ampak na tečaj, ne, ker je to rekel, ampak dobro, bo drugič povedal. Ja, no, drugo vprašanje, to je tisto najpomembnejše v tem podcastu. Kaj je za tebe BIM? Pa ne bom zdaj nič dajal predlogov, ker si tako že poslušal podcast. No, kaj je za tebe BIM? Oziroma, saj ta M na koncu. Proces. Je proces. To je zmer slabš, tole moram jaz ukiniti. Odgovor pravilen. Bom jaz ukinil ta del hitrih vprašanj, ali sem pa 3 nova zmislil. Okay. Malo boš moral majico zamenjati. Zakaj? Ma ne, tisto. Govori majico. Ja, morda. Enkrat. No, še zadnje vprašanje, pa se v redu, vse veš. To je hec. Ne? Še zadnje vprašanje, ta je najmanj resen ali pa najmanj pomemben, se mi zdi ta odprt pristop v BIM-u. Koliko ste ugotovili ali pa si ugotovil, da je to uporabno,
ta moment in jasno vizija naprej, ja, ne, kako je s tem? Definitivno, ja. Zadeva je uporabna in tudi naprej jaz mislim, da se bo to samo še bolj razvijalo. No, bi pa res dejansko morda enkrat drugič, ne? Boš povedal, kako je zdaj, ko imate ta infrastrukturen projekt? Kako se vsa stvar tam odnese, ampak dobro, ne bomo zdaj več. Danes smo visoko gradnje obdelali z urgenco, naslednjič enkrat boš pa lahko povedal, kako je bilo na tem projektu infrastrukturno. Ne? V redu, se strinjamo, da je OpenBeam pomemben, upam, da tudi da dela za vse tiste, ki ga uporabljate, dorga pa ne, pa tudi v redu, noben ga ne obsojava. Tako da mislim, da smo končali. Tako da je morda za konec, predno rečemo adijo, Metod, povej, kako te lahko poslušalci kontaktirajo, če imajo kakšno dodatno vprašanje. Če hočeš vedeti, kaj je 4D, 5D, kot ga vidiš ti. Ja, moj e-mail, najlažje na e-mailu, metod.gaber@kolektor.com ali pa metod.gaber@gmail.com, tukaj bom najhitrejši dosegel. Moram te pohvaliti, v bistvu si res tako, pošljem mail, čez 15 minut dobim že odgovor, jaz ne vem, kako to narediš, to vse na telefonu narediš? Ne. Ja, sem imel to srečo, da sem te dobil glih za računalnik. Ok, Robi, povej, a še upava na to, da ne bo kdo kontaktiral? Ne, jaz ne upam. Sicer, če se kdo zmoti, moj e-mail je robert@klinc.net. Drugače pa sem itak navajen, da ko me na dogodkih vidite, pa vsak, zelo veliko vas pride, pa se pa kaj pomenimo, tako da vse bom tudi s tem zadovoljen. To tudi moram pohvaliti, v bistvu, skratka, če ne drugega, ko se nekje pojavlja, saj imava istočnico za pogovor, ne? Tako kot sem z Metodom začel, ni bilo problema reči, Metod, ali ti prišel sem nekaj povedati. In Metod je rekel, hvala, super, takoj bom prišel. Malo si se sicer opiral, ampak smo te takoj prepričali. Tako da se ti najlepše zahvaljujem za pripravljenost, odkritost, da si povedal stvari, kot so se dogajale, povedal svoje izkušnje pri uporabi Beama, tako da je res najlepša hvala. Ja, Matjaž, kaj pa tebe najdemo, še nisi povedal? V redu, lahko tudi jaz povem. matjaždolenc.com, tam boste vse zvedeli naprej. Tako da mislim, da je to vse za danes. Lahko samo povemo, kje so Beam pogovori. Če slučajno zaidete, pa ne veste, na spletu beampogovori.si, na Facebooku, Twitterju, tam včasih malo nisva najbolj aktivna, pa bi lahko bila, ampak dobro, to je že druga zgodba, ki se bo popravila v leto 2018, ki se približuje. Tako da za danes pa najlepše hvala vsem, ki ste preposlušali do konca. Metod, tebi še enkrat hvala za to, da si vzel čas in se vidimo in slišimo. Hvala vama za povabilo. Adijo. Adijo. Ja, zato, ker sem 15 minut nazaj prišel iz koncerta. Tako da je imela hčera koncert klavirski in smo poslušali. Jaz tudi. Sem prišel z koncerta. A res, ali kaj? Ja, smo imeli tudi koncert, flauto pa kitaro. Lepo. Imamo pa naslednji teden. To zdaj pomeni v bistvu zametki novega podcasta, otroška glasbena šola? Ne, veš, kaj bi pa res tako bil podcast? Očetje. Ne, sam zdaj za Robija vem, da je glasbeno izobražen. Metod, kaj pa ti si imel glasbeno šolo narejeno? Ne, znam pa malo kitaro igrati. Pa tamburice sem včasih igral, tamburice.
To rabimo, zdaj veš le, če bi vedel, ne, bi rekel malo zaigraj, ne, da bomo imeli popestrili tole. No, intro, zdaj ko bo mikrofon tako dobro dela, lahko nama intro posname. Ja.